Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo slavo! Kurkuma, mnogi menijo, da je to najbolj zdravilna rastlina na tem svetu. Ima eno posebno delovanje v naših telesih in sicer deluje kot nadležna inšpektorica. Preverja stanje in delovanje vsake celice in potem seveda pomaga svojim antikancerogenim, protivnetnim in še kakšnim delovanjem. A sama kurkuma kot takšna kar nekaj stvari, ki jih moramo vedeti, sploh glede na to, da je na trgu poplava takih in drugačnih stvari. Danes bomo govorili o najmočnejšem izvlečku in kombinaciji le-tega, ki je torej tista, da bomo mi nekaj dobili od kurkume. V moji družbi pa zdravstvena trenerka Simon Godina, lepo pozdravljena, dobrodošla. Živja, živja. Pri Evo, mi da so v barvi kurkume. Ja, seveda, se mora biti. Kurkumin. Ampak barve so različne kurkume, ne? Tudi že, ko greš samo za čimbo kopovat. Ja, jaz sem to že probala, ker sem jih tako, kaj ponavadi dajem, a veš, v šalčke, ne? In sem videla razliko, tako da, če nimajo dovolj kurkumina, ne, dovolj tega fitohranila, niso toliko oranžne. Ja, Mora biti tako oranžne, da ne moreš z mize dol zbrisati. Ja. Tista je ta prava. Ampak tvoja je bolj prava, kakor moja. Mislim, barva zdaj, kako smo oblečene. Ja. Ja, to je bolj oranžna, ne? Ja. Pa Simon, kaj je največji izziv, kaj je največja težava dejansko pri sami kurkumi? Ja, kurkuma se v bistvu težko absorbira, ne? Zdaj tisti, ki imajo še probleme s kakšno genetiko pri razstrupljanju in pri notranji komunali, se tudi to lahko pozna, ta sulfatni krok, ne, recimo. Tako da lahko tudi preobremeni jetra, če jo preveč zaužijamo, ne. Tako da in brez maščob, brez popra, brez še kakšnega kvarcetina, še kakšnega resveratrola, recimo tako, je slaba absorpcija, no. To, da se jo zelo malo v resnici absorbira, tisti višek pa lahko telo res preobremeni. Ne, in tudi jetra lahko preobremeni. Ne. Tako da, če hočemo neke terapevtske koristi, bi bilo kar treba tega veliko pokonzumirati, ampak telo pa tega ne bi sprejelo sploh. Ne. Tako da je treba pravo kombinacijo najti. To sva ti, specialistka, najdete po svetu. Torej, omenili bova tudi ta specializirani, standardizirani izvleček, ki je najbolj bioaktiven, ampak mogoče nasploh, zdaj so ugotovili, da je problem, če zaužijemo velike količine zaradi vsega ostalega, ki lahko obremenjuje jetra in tako naprej, se pravi, je treba najti pravo stvar. Ampak nasploh, za koga kurkuma recimo? Moja mama ima težave z artritisi. Ta vnetja, tukaj vem, da dejansko obstaja veliko podatkov. Vse, kar je na itis, so vnetja. Zdaj ta notranja vnetja, zdaj lahko so akutna vnetja, ker kurkuma je lahko tudi za to, se pač malo drugače spet kurkumin je ta sestavina, ki je protibolečinsko deluje. Tako da v bistvu prav blokira določene encime in citokine, tako kot bi v bistvu vzeli zdravilo. Tako da lahko nadomesti ta zdravila, ki so proti bolečinam na en način. Če je pravilna sestava, da ima res neko delovanje. In predvsem pri teh sklepnih, teh bolezni, osteoartritis, revmatoidni artritis, tudi jaz imam, pač sem si ustavila, se veš, ta revmatoidni artritis, in če so kakšni izbruhi, se lahko kombinira. Ker zdravila proti bolečinam, če jih dolgo časa uživamo, pustijo spet posledice na jetrih. In seveda tudi črevesno floro lahko poškodujejo, da ne govorimo o kakšni kortikosteroidi, ki jih itak ne moreš dolgo časa jemati. Tako da je to ena tako naravno pomagalo. Tukaj pa deluje tudi na simptome, nisem tako na ta vnetja in vse, kar so vnetja, notranja vnetja, tudi akutna vnetja, bolečine, sklepov, je kurkuma lahko zelo koristna. In to je kurkumin, vse te barve, to so vse te polifenoli, fitohranila, te kemikalije, s katerimi kemikalije, hecno se sliši, ampak to so pač barve, s katerimi se narava ščiti pred zunanjimi vplivi. Tako da je spet pomembno, kje je to raslo, kakšno je bilo okolje, kako se je to tudi vzgajalo, ni kar
ni kar tako, da bi si jo zdaj pa narival. Sej ni nič narobe, če jo pojemo, samo tista pač kuhinjska, da rečemo, začimba ni terapevtska, tukaj se potem drugačne doze jemlje. In dejansko res pomaga, tako da kurkuma in ingver sta ena taka naravna protibolečinska zdravilčka, bi lahko rekli, ne? Torej, znanstveniki so ugotovili preko številnih raziskav, da je najbolj bioaktiven pripravek kurkume na svetu ta standardizirani BCM95. Kurkogrin so dejansko to zadevo poimenovali in ima tudi patent, ameriški patent, da se uporablja pri zdravljenju z Alzheimerjevo boleznijo. Tukaj je tudi kak itis odzadje, za katerega ne vemo pri Alzheimerjevi. V bistvu Alzheimer je v bistvu ene vrste sladkorna, možganska sladkorna, bi lahko rekli. Tako nadaljevanje sladkorne na možgane, pač neke, pač propadajo možgani tudi zaradi vnetij in povezave in zdaj, če gledava takole celostno zaradi prehrane. Tako da definitivno tudi za pač posod notranja vnetja so neka žarišča v telesu, kjer se telo bori proti nekim zadevam, ki mu ne pašejo. In lahko so zdaj akutna, tako da fajn boli, da je orank izbruh, to čutimo na sklepih, na teh zadevah, ali pa kadar se udarimo, takrat je to neka akutna zadeva in tudi tam to lahko je kombinacija, odnosno jaz bi jo bolj priporočila, lahko se kombinira, bolj za te dolgoročne neke kronične zadeve je boljša v uporabi, ker ne moramo toliko časa zdravila jesti. Tista protibolečinska že nekako en čas, to pa če rabimo dolgo časa, ker te avtoimunske razne bolezni teh sklepov so pa lahko zelo, zelo problematične, da bi zdaj skozi to jedli. Jaz vem, da imam stranke, ki se zredijo zaradi tega, ker je telo preobremenjeno, pa se začnejo v maščobe nalagati vse strupe, jetra si lahko preobremenijo, pokvarijo si črevesno floro, tukaj je pa pač neka naravna zadeva, ki lahko to zelo, zelo ublaži. Sami tako treba, saj 3 mesece recimo intenzivno. Tudi jaz sem prebrala, da v bistvu je res tržna inšpektorica ta kurkuma z svojimi sestavinami, da sicer ne bo ona naredila tega pregleda v enem tednu, ampak ga bo pa v nekaj mesecih in bo tudi v nekaj mesecih potem naredila ta prave ukrepe, da ni pa ena kapsula, zdaj pa to bo to. Ja, zdaj, treba je še druge spremembe narediti, recimo pri teh bolečinah sklepov, teh revmatoidnih artritisi, kot imam jaz sama, je pomembno, da mi izločimo iz prehrane vse, kar povzroča itis, kar povzroča vnetja, tako da gremo pač na to protivnetno prehrano in alfa in omega je sladkor ven in rafinirano, vse moke, tudi tune, ne vem kakšne zdrave in tako naprej, predvsem pa te pšenice in te zadeve ven. Tako da testenine, to je treba zamenjati z, ne vem, korenčki, z bučami, zamenjati prehrano. Odlično. In veliko takih in drugačnih receptov najdete tudi na klepet@kavi.si. Tale trenutek pa, danes govorimo o najbolj učinkovitem izvlečku kurkume, kajti kurkuma kot taka moramo jo malce bolj konkretno in globje spoznati in vsekakor je vredno, da jo poznamo. Dajmo pogledati en kratek prispevek o tem, kaj bi vsak moral vedeti o kurkumi. Mnogi menijo, da je kurkuma najbolj zdravilna rastlina na svetu. V telesu deluje kot nadležna inšpektorica in preverja stanje vsake celice in jih popravlja s svojim protivnetnim, antikancerogenim in antivirusnim sposobnostim. A osnovna težava kurkume je njena absorpcija, torej sposobnost vsrkavanja v krvni obtok, zaradi katere je v terapevtske namene potrebno uživati zares velikih količinah. Dejstvo je, da na trgu najdete veliko dodatkov kurkume, ki obljubljajo mnogo, pri tem pa tudi ostane.
Tudi tisti izdelki, ki obljubljajo visoko učinkovitost, ne navajajo, da gre za sintetične, nenaravne metode ojačevanja, kar pa je lahko škodljivo. Ne navajajo polnil in ne navajajo podjetja, kjer so bili izvlečki pridobljeni. Po mnenju znanstvenikov in na podlagi vseh kliničnih študij na svetu obstaja zgolj eden izvleček, ki je ravno zaradi ustreznih procesov najmočnejši bioaktivni kurkuminov izvleček na svetu. Proizvaja se v Indiji, standardiziran izvleček pa se imenuje Kurkogreen BCM 95. Po vseh dosedanjih raziskavah, in teh je bilo več kot 50, je BCM 95 edini ekstrakt kurkume, ki lahko poveča absorpcijo prostih metabolitov kurkumina za 600 do 700% in to brez sintetičnih postopkov na naraven način. Odobren pa ima tudi patent za terapijo z Alzheimerjevo boleznijo. Ko izbirate prehransko dopolnilo kurkume, bodite torej pozorni, da gre za standardiziran izvleček BCM 95, tako se boste izognili zavajanju in izdelkom, ki so potenciranje dosegli sintetiko, uporabljajo polnila, alergene, konzervanse in nimajo opravljen toksikoloških ter kliničnih študij. Kurkuma je zakon! Kurkogreen BCM 95 je torej tisti standardiziran izvleček z ogromno kliničnimi študijami in vsemi temi stvarmi. Ti si tudi pogledala, kako dr. Anthony Benson, ki je bil tukaj dejansko glavni igralec vsem tem, kaj vse in na kakšen način so v bistvu prišli do tega. Kakšen je tvoj pogled na ta izvleček standardiziran? Ja, no, zdaj, pri kurkumi nujno mora biti zraven poper črni, ta piperin, da je boljša, pa je 2000-krat ali koliko je boljša absorpcija. Pomembno je, da je tudi oljček, zato se tudi dela to kurkumino mleko, zlato mleko, ki se dela. Tako da je pač pomembno, da je tudi koncentracija tega kurkumina visoka, ker če ne moreš za neki terapevtski efekt, moraš preveliko dozo si pojesti, pa je lahko problem. Tukaj lahko vidimo tudi posnetke direktno iz Indije, kjer ta kurkuma, ki je uporabljena v tem standardiziranem izvlečku, ki je najbolj aktivni na svetu, dejansko tudi posneto, oziroma tukaj je posneto v Indiji, kjer to raste in zanimivo, ta tovarna v Indiji, vemo, da je ogromno zelenjave, ki prihajajo tam, ali barvane, ali delavci umirajo zaradi tega, ker so tako škropiva, agresivna in vse te zadeve. No, tole podjetje pa dejansko deluje zgolj solarno energijo, vemo, trajnostno, veliko sonca dejansko je tam in res nudi tisto podporo ljudi kot takih, ker v Indiji so te tovarne lahko kar velik problem. No, ker dosti te, ki so kuharske, te začimbe, je lahko samo mokca, pomeni, da je še gluten prisoten in je samo malo barvano, tako da, če jih daj, lahko se tako naredijo. Naredite si eksperimenta, pa si jih različne stresete, pa vidite, kakšne so. Različne, ne? Ja, tako da se boš tudi enkrat naredila mogoče tak eksperiment. Jaz sem tak eksperiment že naredila. Jaz sem že to opazila, tako da ni vse kurkuma, kar se... Sploh pa začimbe so velikokrat obsevane tudi, zaradi prevozov. Ja, zato da se ne pokvarijo, to je. Tako da ni kar tako pač dobiti dobre ekstrakte, da imajo neki efekt. Potem je pa še doziranje. Zdaj ta kurkumin, ker ima, mislim, drugače ima kurkuma nekje od 2 do 6% recimo kurkumina, te aktivne sestavine. Tukaj je to bolj koncentrirano, tako da res sam je kurkumin, ni kurkuma, je kurkogreen še celo, tako da je to potem tudi boljši učinek, to, da je to res lahko bolj za terapevtske namene in se pravilno absorbira in zato potem tudi ne obremenjuje notranje. Ostalih organov. Ja. Takole, tudi Sanja Lončar, že pred leti me je navdušila nad kurkumo in tudi spodbudila k iskanju odgovorov, kaj v kakšnih količinah in seveda kakšen je tisti odgovor, kako lahko potegnemo največ in kaj je povedala sploh v povezavi s kurkumo in revmatoidnim artritisom. Pri kurkumi je tudi tako. To je res tudi naravno zdravilo za zelo veliko stvari. To, kar je klinično dokazano, da kurkuma naredi,
deluje protibolečinsko, deluje protivnetno. Super je. Odlična pijača je to. No, protivnetno, ker redči kri in preprečuje, da bi se tisti COX encimi izločali, ki sprožajo vnetje, predvsem v sklepih. Zato pri revmatoidnih artritisih, pri raznoraznih vnetjih kurkuma, ingver dokazano delujejo zelo blažilno. In to primerjavi z zdravili spet so dokazali, da je enak učinek, pa brez stranskih efektov. Tako, ja, kurkumin je torej tisti, ki ima vse te sposobnosti, ki pa je torej del kurkume. Torej, Simon, omenili sva standardizirani izvleček BCM95, kurkogrin z veliko takimi in drugačnimi zadevami, da stvar deluje. Za tiste bolj terapevtske namene, ki se želimo resnično loti določenih stvari, sicer pa jaz obožujem zlato mleko, ki si ga naredim doma. Ja, zdaj, štost tega mleka je v bistvu ravno v tem, da je malo tudi, mora biti olja notri. Ja, zlato mleko. S kakšnim riževim, ki nima nič olja, ne bo šlo. Vprašanje, če bo kakšna absorpcija. A ti povem jaz moj recept? Povej. Jaz ti povem moj recept in sicer naredim zmeraj zase pa za partnerja 5 deci rastlinskega mleka dam, najraje mandljevega, ker vem, da mandlji imajo že v osnovi kaj. Potem 1 žlica res ekološke kurkume, pol žličke cimeta pa ingverja, pa čisto majčkeno kardamona, pa poprček, pa 1 žlico kokosovega olja jaz vendarle dam. No, to bi bila kar lepa kombinacija. Bi bila lepa. Jaz se imam raje tako v kakšnih, da jo potresem pol že po hrani, po zelenjavci, to je obvezna spremljevalka. Tako da recimo moja kremasta omakca, tisti, ki so večina navajeni, zdaj ti to ne boš jedla, ker ne ješ mesa. Ampak piščanček v te kremni omaki iz smetano, ki je tako popularen, ker večina to je. Jaz ga naredim brez smetane, lahko je tudi kakšen ta rastlinski napitek, ki je podoben mleku. In dam noter veliko kurkume in ingverja in pride rumeno in pol moje reče, a bo ona rumena omakca? Rumena omakca? Rumena omakca? Ja, ker jaz sem to včasih, ker je moj mali imel rokco zlomljeno, sem tako mu malo dajala te kurkume pa to, sam ne moreš, ne bil 3 leta star, je padel pa si je imel počeno rokco, takole v gipsum, fantek. 3 leta star in sem jaz to v hrano dajala, v riž recimo, ali pa te omakce, sem kar iz kapsule stresla ven in je bilo tako fejst rumeno in fejst tako in so se pol navadili, da zdaj te omakce so pa rumene in je to pri nas stalnica, da je to malo rumenkasto zaradi kurkume, ki jo vedno dodajam v take v hrano. Ali pa recimo v neko zelenjavno juhco, ki damo notri oljčka, bodi si, lahko je olivno, lahko je tudi kokosovo, da se to fino potem absorbira in je to super juhca za, bi rekla, pomirjanje sklepov, pa še dobro je. Tako da lahko kot to mleko ali pa jaz bolj tako po domače recepte delam pa na ta način potem kombiniram. Tako, torej recept ste videli, sicer pa imate ga objavljenega na klepetobkavi.si ali pa če nimate dostopa do interneta, nič za to, nič 2 6200 230. Tudi več informacij o samem standardiziranem izvlečku, ki je torej preverjeno najbolj bioaktiven na svetu. Pomembno je, da se tega zavedamo, kajti na trgu je veliko izdelkov, ki ponujajo veliko in ponujajo močno absorpcijo, ki pa jo dosežejo sintetičnimi postopki, kar pa seveda ni najbolj priporočljivo oziroma je lahko na telo celo škodljivo. Biti moramo torej previdni, a vendarle se izplača, telo nam to vrača z zdravjem in dobrim počutjem. Sicer pa dobro se počutimo tudi takrat, ko živimo v lepi okolici. Danes nam je Neja pripravila ene slike in sicer nenavadnih domov. Dejva pogledati, Simon, tale nenavadni. Bi živela tukaj le? Ja, ne vem, zdaj, če bi zjutraj kavo pila, vodo padla, kaj? Ja, verjetno, da res. Ali bi si pa roge namakala? Jaz bi takole živela. Lej, Hobbit scena, tudi v Novi Zelandiji sem bila, kjer so snemali dejansko te filme. Jaz bi takole živela. Ja, no, jaz sem itak že v naravi, na polna njivi, tako da... Kaj pa tole? Prozorno, vse usteklo. Ja. A veš, da so delali raziskave in da se ljudje, ki živijo in spijo v steklenih površinah, da se prej starajo zaradi tega, ker so bolj v stresu, da ne bo karkoli prišlo? Ja, moteče. Moteče, ne?
Dejansko ti moti. Nimaš tako, ko se sprehajaš, imaš kot občutek, da te en gleda. Ja, ni dober feeling to. Ni dober feeling to. Ja. Torej, evo, še kakšne zanimivosti, veste, kje jih najdete in na zdravje pa osti jarej.